Pravzaprav mojo biografijo sestavljajo 4 elementi. Seveda najprej neka kamnita tla, kraška, potem na drugi strani morje, nad mano seveda nebo z oblaki ali pa vedrino in seveda kot 4. element je knjiga. Knjiga, ki me pravzaprav spremlja od mladosti, ko sem bil pravzaprav drogiranec z branjem in sem se temu tako posvetil, da me je mama odganjala od knjige, da moram dihati tudi zrak, ampak seveda ta strast do branja je ostala, tako da se je še malo prevesila v veselje do zapisovanja, do leposlovja in s tem sem začel. Nadaljeval sem seveda s študijem slavistike in tako sem se nekje oblikoval tudi in bil opremljen za to, da sem se posvetil založniški dejavnosti, založbi v Trstu, kjer je bilo treba okoli leta 70 komaj zastaviti profesionalno, poklicno ukvarjanje s tem zahtevnim področjem in s tem seveda nadoknaditi tistih dolga desetletja, morda 30-40 let, ko je bila Primorska pravzaprav obubožana za to dimenzijo kulturnega ustvarjanja in posredovanja. Tako da sem se tam upel prvi in oral je ledino, ampak seveda tudi naletel na zelo hvaležne naloge. Tako da je potem ta tržaška založba, ki sem ji jaz vodil, ampak v bistvu bil glavni, včasih tudi edini delavec, pravzaprav opravlja gigantsko delo, predvsem pri uveljavljanju primorskih avtorjev. Pomislimo, da je recimo takrat Vladimir Bartol v slovenskem osrednjem prostoru sploh ni bil zaznan kot pomemben avtor. Tako seveda pa tudi Cirila Kosmača, Franceta Bevka, Srečka Kosovelja, da ne omenjam, ali pa Iga Grudna. No, to so te naši primorski klasiki, ki so morali potem s svojim posebnim barvitostjo ali pa svojo emocionalno sporočilnostjo pravzaprav zaživeti in se uveljaviti šele v našem osrednjem prostoru. Po drugi strani seveda je založba ustvarjala tudi mlade, nove avtorje ali pa tiste, ki so bili že razmeroma formirani in so lahko nekje pač se srečevali preko knjige svojo publiko. Tako da je nastalo en kup imen, ki so še danes pomembna za naše literarno življenje v Trstu, v Gorici, v Benečiji. Tako da naj omenim seveda Miroslava Košuta, ampak ob njih Čuka, Mrmoljo, Alenko Rebula Tuta, pa morda še Ivanko Hergold gotovo, pa Renata Kvaljev iz Rezije. Knjiga je tovorna žival, po drugi strani je tudi ena taka neka roža, s katerom se izkažeš in jo prineseš ob obisku ali kakorkoli srečanju človeku daš v roke in si s tem bogatejši ti. Kar zadeva potem še druge moje ukvarjanje ob knjigi, je seveda treba omeniti to, da sem skušal predstavljati ali pa zastopati tudi primorske književnike v osrednjih stanovskih organizacijah. Tako da me je doletelo, da sem bil tajnik Društva slovenskih pisateljev za časa Kosmača in Mire Mihalič. Po drugi strani pa seveda da predsedoval sem Slovenskemu centru PEN, bil v kakšnih uredništvih Sodobnosti, pri Slovenski matici, pri Poetikonu zadnji čas in poudaril bi, da sem zdaj na koncu na
stara, zrela leta pristal pri pač uveljavljanju bralne kulture na Slovenskem. Zdaj predsedujem bralni znački, ampak to mi je malo že skoraj že čez glavo, ampak vendarle moje srce poskakuje, ko vidim to neznansko tradicijo, bogato tradicijo, 60-letje, ta ustanova med nami. Meni je lepo biti pravzaprav živ še vedno in tudi kolikor toliko dejaven v neki družbi, v nekem osebku nacionalnem, kjer je seveda glavni svetnik France Prešeren in kjer je tudi Slovenski knjižni sejem, pravzaprav ena taka dogodivščina, kakor bi pričakovali, v pravem času je tudi ta sejem, kako bi pričakoval Miklavža ali Dedka Mraza, in potem po drugi strani pa je to vendarle tudi eno sejmišče, eno pristanišče, kjer se seveda človek sprehodi, kot bi hodil po luni in seveda doživi marsikaj, ampak predvsem se mu odpira svet v lastni jaz in ga presega in seveda je potem tudi svetovljan, pač delček tega kozmosa, v katerega nas je življenje, rojstvo položilo, in ko nas bo kadar nekaj pobralo, bo ostala še vedno knjiga. Vsaka knjiga ima belo prvo in zadnjo stran. Tudi vmes je veliko belega. Besede plavajo v belem. Včasih tudi potonejo.